Ljudje iščemo podporo in zavetje pri enakomislečih. To je miselna napaka. Iskati moramo mnenje pri neobremenjenih in neupletenih glede naše situacije. Sveda je to, kar sem povedala, velik zalogaj, tako za razumeti, kakor tudi za praktično izvesti. Dejstvo namreč je, da se gibljemo v istih krogih, v istih miselnih vzorcih, tako svojih, kot tudi ljudi, ki nas obkrožajo. To pa pomeni, da pravzaprav na ene in iste teme dobivamo podobne nasvete, podobna mnenja in tudi podobne usmeritve. Pa če pustimo zdaj ob strani to, da so tudi tisti, ki so najbližje nam, hkrati tudi najbolj subjektivni in resnično že samo sama njihova miselna naravnanost, ki je podobna nam, njihov sklop prepričanj, ki jih imajo, sovpada z našim. Zato nam tudi paše biti skupaj in the first place, bi rekli, ne? Če iskreno premislite, boste ugotovili, da imate okrog sebe tudi ljudi, ki po določenih stvareh in na določenih področjih ne razmišljajo tako kot vi. Ampak takim osebam, veste kaj, po večini ne gremo po nasvet ali po usmeritev. Zavedno ali nezavedno, mi vedno iščemo pomiritev, potrditev ali uteho zgolj tam, kjer vemo, da jo bomo dobili, torej ne pri nekomu, ki je naše nasprotje. Ker zakaj? Če ne dobimo te pomiritve in potrditve, nas to še bolj vznemiri, lahko nas še bolj ujezi, to pa enostavno že od samega začetka niti ni bil naš plan, kaj hočemo doseči, ko se že tako srečujemo z neko neprijetnostjo, z neko dilemo ali pa enostavno z neko neodločenostjo. In kakšen bi bil posledično hitri namig, ki bi vam ga danes rada namenila, to je, da razmislite in začnete ločevati, kdaj greste k nekomu zgolj po tolažbo ali pomiritev in kdaj greste k nekomu po mnenje, po nasvet oziroma usmeritev. Ko izbirate to prvo, je pomembno, da greste k nekomu, ki vas bo takoj znal pobožati in zagotoviti, da je vse okej, da bo vse dobro in se boste zaradi tega takoj počutili bolje. Ko pa boste iskali to drugo, takrat pa bodite pozorni na to, da če že ne greste samo k nekomu, ki glede določene stvari, s katero se srečujete, predstavlja vaše nasprotje, ampak pojdite vsaj tudi k njemu ali k njej. Torej, pridobite več različnih pogledov, iskreno razmislite o vsem slišanem in se šele zatem odločajte, kar se pač imate za odločiti. Ko si boste omogočili še ta drugačen pogled in ne zgolj vaš ali zgolj ta, ki piha v isti rog z vami, s tem šele se bo zgodila čarovnija in si boste omogočili pravo možnost izbire. To pa je ponavadi tisto, kar nas pripelje do tega, da kakšen korak naredimo drugače, v drugačno smer od tega, kakor smo bili vajeni delati korake do zdaj, s pomočjo lastnega mnenja, lastnih kalupov in s pomočjo miselnih kalupov vseh tistih, ki nas obkrožajo in so nam na moč podobni.